Katka, kaj te naredi praznike tako čudovite? Ti! Danes bova midve z vami delila, kaj naredi najne praznike čudovite, oziroma bolj, kaj so posebne tradicije, ki jih imamo v naši družini za praznike, ki mogoče bi jih želeli tudi vi prevzeti in vas bojo navdušile. Predvsem pa hočemo pokazati, kaj v praznih časih nas poveže. Tako da gremo pogledati prvo. Ok, prva tradicija, ki jo imamo, zdaj sicer bo drugo leto šele, pred večerom, ko nas obdarujejo dobri možje, se najina hčerka odloči, od katerih igrač, knjigice je pripravljena posloviti, jih damo noter, da grejo v dobrodelne namene. Mi ponavadi to podarimo kakšni varni hiši oziroma kaj takega, nesemo tja. In potem naslednji dan dobri mož to zamenja za njeno darilo. Tako da se v bistvu nauči hkrati, ko prejema tudi. Da je. Pri nama pa ful šteje, da se najina punčka sama odloči, od česa se hoče posloviti. Da, podarila je nekaj igrač, darila je nekaj knjigic. In potem mi to damo pod jelko, za na dan, ko pride praznični mož, da lahko odnese medtem, ko kaj novega prinese. Druga tradicija pa je, da vsakič, ko gremo na kakšno potovanje ali pa vidimo kakšne lepe okraske, ki jih mi dve podariva ena drugi. In probava biti čim bolj originalni, da so neki okraski, ki jih še nimava in ki bi pač izpadali na najni polni jelki. Zanimivo, in to delava že vrsto let in se mi zdi taka lepa stvar, da nikoli ne veva, kaj bo ena drugi dala. Evo, Katja mi je v Lidlu kupila tele, čisto mi hudi. Tretja stvar, ki jo pa naredimo, je pa, da dobrim možem pridejo, pripravimo par piškotkov, nekaj sladkega za okrepčati in pa malo mleka za popiti, ker imajo še dolgo pot. Vedno na dan, ko nas obiskujejo dobri možje, nekdo se zmenimo z enim prijateljem ali pa kom, da pa zvoni pri vratih in takrat to pomeni, da je dobri mož prišel. Še ena tradicija, ki jo pa mi imamo, je pa to, da praznujemo dva dobra moža. Vsak praznuje seveda drugače to, en izmed njih prihaja zdaj in bomo naštimali tlele, kaj bo noter najina hčerka dobila. Vedno kupva nekaj sadja, nekaj čokoladk, kupili smo Kinder jajčke, obvezno. Kupile sva tudi take snežake, potem sva kupile tele piškotke, ki jih bova natresle noter, tako da to še zdaj ne bomo odpirali, da ne bojo suhi. In pa še čokoladnega jelenčka. Zadnja stvar, ki je pa tradicija, je pa to, da, zdaj prav videla je, prišla je, da ne pozabva obdarovati tudi najine Kali. Tako da vsako leto dobi tudi ona darilo, ampak se nam zdi ful pomembno, da ne pozabva tudi na najinega hišnega ljubljenčka in zmeri ful z entuziazmom tudi kupujeva stvari za njo. Jaz bi si od vas želela ful slišati, kaj pa je neka vaša tradicija, ki vam ful veliko pomeni, pa jo imate ali iz otroštva ali pa nekaj, kar ste si na novo zmislili. Ja, meni se zdi, da so te tradicije ful pomembne, da so ful dobre in predvsem ne samo otrokom, tudi nam pričarajo tako čudovite praznike. Tako da od naju, za vas, vam tokrat v decembru želiva res prečudovite praznike s fulnene ljubezni, povezanosti, bodite ustvarjalni, kreativni, kako skupaj preživeti čas in imejte se. Fajn! Radi sem hotela reči, ampak okej. To je to. Pa bodite predvsem mirni. In srečni. Vesele praznike.